Dobro, jaz predlagam, da začnemo. Eni so se opravičili od same seje, pa tudi sklepčnost je zagotovljeno. Zdaj mogoče par tehničnih zadev, zdaj geslo smo povedali. Zdaj vidite, da se moramo situaciji COVID prilagajati. Tudi nismo želeli v osnovno šolo Ormož, ker se nam je enostavno zdelo preveč tvegano, vse se zaostruje, tako da smo ta prostor izkoristili. Zdaj pač upam, da bomo speljali, prosim za malo potrpežljivosti, veste dobro, da nimamo tukaj glasovalnih naprav, tako da delali pa bomo na naslednji način, ko odperam razpravo, se prijavljate z rokami, kdo želi takrat v razpravi sodelovati, bomo zapisali in vas klicali po vrste, zdaj tudi replike, boste se prijavili. Zdaj, ker imamo na sistem vezani, pa ker bo tudi kasneje kabelska delala, pa da se bo lepo čulo, imamo tudi mikrofon, zato tudi malo za potrpežljivost, ko boste dobili besedo, bo z naše strani vam prinešen mikrofon, tako da bomo na taki način danes pač to sejo izvajali. Zato prosim za malo prilagoditve, pa če bo trebalo kakšne 2-3 sekunde na besedo počakate, bomo se danes pač izjemoma temu prilagodili. Bi pa rad še eno zadevo povedal, da v prihodnosti, vkolikor se bodo zadeve zaostrile, bomo najverjetneje tudi študirali o drugih zadevah. Preko videokonferenc in tako naprej, vkolikor do tega pride. Ampak danes še izvajamo na taki način. Še enkrat pa povem, vkolikor pa se bodo zadeve zaostrile, bomo pa mogli tudi izbrati drugi način samega delovanja oziroma samega organizacije same občinske seje. Tako pa, če začnemo, dnevni red ste dobili v 14 točkah, da jih ne berem, z samim vabilom. Zdaj ima kdo okrog dnevnega reda kaj za odzeti, za dodati, ja, dr. Kolmanič. Hvala za besedo. Kot sem že včeraj obvestil kolege svetnike, pa tudi gospod direktorica, je prišlo do tega, da dejansko ni bilo dostopno gradivo k 4. točki izvrševanja proračuna občine Ormož. Zdaj, jaz sem ta del, ko zadeva ni delovala, dokumentiral, lahko dokažem. Bojim pa se, da dejansko ne moremo povedati, kako dolgo ta stran oziroma ta link ni deloval. In ker tega ne vemo, je v bistvu tule v primeru 4. točke potem težava z 22. členom poslovnika, ki zahteva, da mora biti gradivo skupaj z vabilom posredovano 10 dni pred sklicem občinske seje. Ker torej ne vemo, ali se je to zgodilo ali ne, oziroma kako dolgo gradivo ni bilo dostopno, predlagam, da se 4. točka prestavi, se pravi, da jo umaknemo iz dnevnega reda in jo prestavimo na naslednjo sejo, kjer seveda mora občinska uprava poskrbeti za to, da bo gradivo tudi dostopno in to na tistih linkih, ki so poslani skupaj z vabilom. Vabilo je namreč uradno, vse, kar je v vabilu, je uradno in torej, če zadeva ne deluje, potem seveda je vsaj tista točka lahko sporna in problematična. Da se temu izognemo, torej moj predlog. Bom jaz bolj glasen, ne? Dule, vse se boje čuje, če sem jaz bolj glasen. Glejte, direktorica vam je na to odgovorila. Zdaj, kar se tiče tudi 4. točke poročila o izvrševanju proračuna občine Ormož za obdobje, se pravi za prvo poletje, če se dobro spomnite, to ste že dobili meseca julija, vsi to gradivo, ne? Vsi ste dobili to poročilo, tako da od meseca julija že imate to poročilo v pogled.
Zdaj odgovor vam je bil poslan, ne, ker na vabilo lepo piše naslov, ne, pa ki je bil dostopen. Tako da jaz verjamem, da ste na ta naslov objavo, dobili. Zdaj se mi dva lahko to razlagamo sem pa tja, koliko hočemo. Jaz bom sicer, ker predlagate umik, ne, točke, bom dal normalno na glasovanje, bo občinski svet o tem odločil. Zdaj, če vi mislite nasprotno, še imamo tukaj tudi statutarno komisijo, ki bo o tem lahko odločala, ampak jaz verjamem, da je bila zadeva dana. Tudi konec koncev smo prejšnji teden v sredo imeli kolegi občinskih svetnikov, kjer smo šli skozi občinski svet, z takrat polovico prisotnih približno občinskih svetnikov. Ni bilo nobenega dvoma o tem, tudi smo se pogovarjali o vseh točkah korektno, tako da bi pa vas že prosil, če že ne, ste karkoli opazili, je to zdaj težko dokazovati, gledajte, v nedeljo, ne. Da zdaj razlagate, če je bilo, če bi bilo, gledajte. To se pravi, gradivo je bilo še enkrat poslano pravi čas, vabilo je pa res bila, to pa je tudi vam direktorica občinske uprave napisala, da je pa v samem mailu, na vabilu so bili korektno napisani naslovi, pa pravilni naslovi, je pa bilo res v samem besedilu, v e-pošte, pa je bila ena beseda preveč v linku. Ampak jaz verjamem, da gledajte, glede na vašo izobrazbo, verjamem, da nimate problema s tem, da vpišete v, se pravi, ta elektronski brskalnik naslov, ki je bil v vabilu zapisan, pa da mogoče ne dostopate preko linka, ki vam je bil poslan, ampak preko naslova, ki je bil dan v samem vabilu. Tako da jaz predlagam oziroma dajem na glasovanje. Razložitev glasu. Razložitev glasu. Zdaj, če malo bolj glasno govorite, lahko kar brez. Torej, bom potem malo bolj glasen. Ko je imel moj sosed tukaj na moji desni pomisleke o tem, ko smo šli na tale elektronski sistem, je očitno bil vizionar. Če niste sposobni zagotoviti digitalnega poslovanja, potem delajte to, kar veste. Delajte nazaj z papirjem in se ne sklicevati na nekaj, kar ne pije vode z pravnega vidika. Poslovnik je jasen. Vi ste ga kršili spet in spet in spet. In zdaj, ali jaz lahko poiščem link, ali jaz ne morem poiskati linka, ni tu nobeno vprašanje. 22. člen našega poslovnika je jasen, gospod župan, in kršenje. In ja, obrnil se bom na statutarno komisijo, verjamem, da bo statutarna komisija upoštevala moj dokaz, ki sem ga poslal vsem, in verjamem, da bomo o tej točki še enkrat odločali. Dobro, v redu, kako boste glasovali? Glasoval bom seveda za umik točke. Dobro, v redu, hvala. Dobro, dajem obrazložitev glasu. Če ste se Pa nekako... gospod Danilo Kose, prej nisem zasledil, če naj boste maske nosili, bi vas prosil, da zapustite sejo. Masko, če to ni tema primerna za... Vse prav, ampak dajte si jo preko us in pa nosu, ne? Bomo videli, kako bomo se potem obnašali, ko bo odmor, če bomo imeli vsi maske gor. Glejte, mi se trudimo, pa tehnično probamo nekako zagotavljati, zato bi vas prosil, da vse masko nosite, ne? Glejte, jaz se tu popolnoma strinjam z gospodom Kolmaničem. Če smo nekako rekli, oziroma ste vi predlagali, da se gre na digitalno delovanje občinskega sveta, potem bi tudi pričakoval, da nekako temu posredujete tudi gradivo. Zdaj govoriti o tem, da je v vabilu pravilen e-naslov, ne, potem bi jaz tudi pričakoval, da ko odpreš ta PDF dokument, ko se z miško postaviš gor, da je ta povezava aktivna in te neposredno pelje do objave na spletni strani, ampak to ni na tak način narejeno. Zato pač menim, da niste nekako strokovno posredovali tega gradiva, zato bom glasoval za umik te točke z dnevnega reda. Hvala. Dobro, v redu, to se pravi, dajem na glasovanje
predlog gospoda oziroma dr. Kolmaniča, da se umakne točka 4 iz dnevnega reda. Kdo je za takšen sklep, se pravi za umik te točke? Se pravi 3, kdo je proti? 4, je kdo proti? Vsi ostali proti, nobeden se ne vzdrži, se pravi, ta sklep ni izglasovan. Zdaj moramo še glasovati o točki 5, se pravi, da jo obravnavamo po hitrem postopku. Kdo je za to, da se točka 5 obravnava po hitrem postopku? Prosim, z dvigom rok, 16 prisotnih. Vsi za, se pravi, smo to sklenili. Sedaj še dnevni red, glasujemo v celoti, to se pravi, da se strinjamo z poslanim dnevnim redom, kot je bilo z vabilom poslano. Kdo je za takšen dnevni red? Od 16 prisotnih ugotavljam, da je 12 za. Je kdo proti? 2 proti, s tem je tudi dnevni red izglasovan. S tem prehajamo na drugo točko. Potrditev zapisnika 14. redne seje občinskega sveta s poročilom o izvršitvi sklepov. Ima kdo karkoli za dodati, odzeti? Karkoli v zapisniku narobe zapisano? Če ne, dajem v potrditev zapisnik 14. redne seje občinskega sveta s poročilom o izvršitvi sklepov. Kdo je za takšen sklep? Od 16 prisotnih ugotavljam, da je 14 za. Je kdo proti? Se pravi, s tem smo izglasovali tudi in potrdili zapisnik 14. redne seje. Prehajamo na točko 3, to je potrditev zapisnika prve izredne seje občinskega sveta s poročilom o izvršitvi sklepov. Je tu kaj za dodati, odzete? Vkolikor ne, prehajamo na glasovanje o potrditvi zapisnika prve izredne seje občinskega sveta s poročilom o izvršitvi sklepov. Kdo je za takšen sklep? Od 16 prisotnih ugotavljam, da si je 13 za. Je kdo proti? Nišče proti, s tem smo tudi potrdili zapisnik prve izredne seje občinskega sveta s poročilom o izvršitvi sklepov. S tem prehajamo na točko 4, poročilo o izvrševanju proračuna občina Ormož za obdobje od 1.1.2020 do 30.6.2020. Pa prosim za uvodno obrazložitev. V skladu z odlokom proračuna občine Ormož in pa z zakonom o javnih financah mora župan po realizaciji prvega poletja o tem poročati občinskem svetu. Zdaj, občinske svetniki ste gradivo za to točko dobili že z elektronsko pošto, kot je župan povedal 9.7. posebni del, splošni del realizacijo in pa obrazložitve. Zdaj, če pogledamo samo realizacijo za prvo poletje letošnjega leta, je naslednja. Prihodki so bili realizirani v višini 7.278.000 evrov, skupaj z prenosom sredstev iz preteklih let, ki je znašal 1.487.000. Tako da vsi prihodki skupaj z prenosom sredstev iz preteklih let znašajo 35,5% glede na plan. Odhodki so bili realizirani v višini 5.486.000 evrov, kar je 26,7% glede na plan, tako da presežek prihodkov in prejemkov nad odhodki in izdatki za prvo poletje znaša 1.791.000 evrov. Zdaj, če pogledamo po posameznih skupinah prihodke v bilanci A, lahko vidimo, da so ti nekje realizirani med 40 pa 50%, razen transferni prihodki, ki so bili realizirani v 8,5% glede na plan. Zdaj, transferni prihodki pa vemo, da so vezani predvsem na prihodke z državnega proračuna, to je sredstev Evropske unije in pa državnega proračuna za sofinanciranje investicij. Zdaj, pri investicijah je tako, da se te ponavadi oddajajo, realizirajo nekje v prvem poletju, potem pa sama plačila se izvršujejo v drugem poletju, ko tudi občina načrtuje večje prilive iz tega naslova. Kar se tiče odhodkov, za prvo poletje lahko vidimo, da so te bili realizirani v višini 5.164.000 evrov, kot sem se povedal, je to 26% glede na plan. Zdaj, investicijski odhodki so realizirani 10,3% oziroma 1.038.000 evrov, potem so pa ostali nekje med 35 pa 45%, to so tekoči odhodki 1.250.000 evrov oziroma 37,6% glede na plan, tekoči transferi 2.718.000 evrov,
kar je 44,9% na plan, in pa investicijski transferi 156 tisoč evrov, kar je 34,7% glede na plan. Zdaj sama realizacija prihodkov in odhodkov proračuna prvega poletja je nekje v indeksih v primerjavi z preteklimi leti, s tem pa da tudi moramo mogoče v letošnjem letu je bila ena težava, vsi vemo, da od 13. marca pa do konca maja, to je 2 meseca pa pol oziroma skoraj polovico prvega poletja je bila razglašena v državi epidemija, ko se določena dela stala oziroma se ni moglo izvrševati proračuna, zaradi tega tudi mogoče v drugem poletju, vkolikor bo malo boljša klima oziroma ne bo spet prišlo do kakih izrednih razmer, malo večjo realizacijo, ta pa je seveda tudi vezana na večje investicije, kot na primer izgradnja čistilne naprave Ormož, obrtna cona, pa še nekaj drugih, od katerih občina pričakuje sklepe iz države za sofinanciranje teh projektov. Zdaj, glede na to, v katerem času smo in pa da še ni teh sklepov, določene sklepe smo že prijeli za investicije, ki se izvajajo, kot recimo namakalni sistem, potem energetska sanacija objektov, aglomeracije in podobno. Tako da lahko pričakujemo, da vsi ti projekti, potem pa tudi prihodki transferni iz državnega proračuna v letošnjem letu ne bodo realizirani, ampak bo jih potrebno potem z spremembo proračuna, katera bo na seji decembra z leto 2021 prenesti v proračun prihodnjega leta. Dobro, hvala. Ja, na sklepe čakamo. Mi smo vse oddali, kar se tiče vodovoda, čistilne, pa tudi poslovne cone. Roki so do 30.9. za vodovod in kanalizacijo, do konca leta za obrtne cone, tako da tu bodo sklepi prišli, je pa res, da se veste dobro, da smo šli tudi v pogojne razpise že, tako da imamo izvajalce za večino teh investicij že izbrane, čakamo pa samo sklep ze strani države, ze strani Ministrstva za okolje in prostor, večino, da nam te zadeve odobrijo, razpise potrdijo in pa da lahko gremo v samo gradnjo. Tisto, kar pa je bilo vezanega s proračunom, pa tako, kot je bilo povedano, nekaj se je stavilo od 13. marca do konca maja, ampak dosti zadev pa je bilo napravljenih, ampak se po realizaciji ne vide. Na odhodkovni strani zato, ker je v resnici večina plačil zapade v drugi del, tako da se bodo ta učinek videl kome ob koncu, se pravi ob poročilu, ko bomo dali, se pravi o celotnem proračunu. Zdaj, to točka obravnava tudi odbor za premoženje, finance in gospodarska vprašanja. Zdaj bomo izjemoma danes, boste kar na svojem mestu povedali poročila predsednike. Hvala za besedo. Odbor za premoženje, finance in gospodarska vprašanja se seznanil s poročilom o izvrševanju proračuna občine Ormož za obdobje od 1.1.2020 do 30.6.2020, se z njim strinja in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala. Dobro, hvala za poročilo. Odpiram razpravo, pa prvo v imenu svetniške skupine. Če ne v svojem imenu, kdo se misli javite, naj zdaj dvigne. Se pravi, gospod Cenko se je prijavila, drugi nobeden. Doktor Kolmanič. Potem pa gospod Cenko, kar. Hvala lepa za besedo, gospod župan. Vsi prav lepo pozdravljeni. Najprej bi želel povedati, da sem zelo zaskrbljen nad situacijo, v kateri se trenutno nahaja občina Ormož. Na kratko bi vam želel pojasniti razloge za to mojo zaskrbljenost. Na seji občinskega sveta Ormož, na kateri je bil predstavljen predlog proračunov za leti 2020 in 2021, je bilo izpostavljeno, da gre za zelo napihnjena proračuna. S to ugotovitvijo se takrat nisem povsem strinjal, pač pa sem dejal, da gre za optimistično zastavljena proračuna. Glede na poročilo o izvrševanju proračuna občine Ormož za obdobje januar-junij 2020, pa tega optimizma praktično ni več. Realizacija proračuna občine Ormož v prvem poletju 2020 je namreč na prihodkovni strani samo 30,4%, če računamo seveda prenos sredstev iz prejšnjega leta, pa cirka 35%.
na odhodkovni strani pa le 26,7%. Skrb zbujajoč je podatek, da je bilo od 5.770.835 evrov načrtovanih transfernih prihodkov realiziranih le 488.570 evrov. To pa predstavlja le 8,5% planiranih sredstev. Poudariti je treba, da gre za 10 projektov, med katerimi so najpomembnejši čistilna naprava v Ormožu, ekonomsko-poslovna cona Ormož, pa tudi prenova in dograditev vrtca v Podgorcih. Na zadnji seji občinskega sveta Ormož smo obravnavali tudi investicijski program za projekt Vrtec v Podgorcih, kateri bi se naj izvajal med julijem 2020 in do vključno avgustom 2021. Projektantska vrednost del znaša 1.526.328 evrov. Od tega znašajo lastna sredstva občine Ormož 571.280 evrov, sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pa 955.048 evrov. Ne vem, kdaj bo to realizirano, ker so razpisi bili, kot je bilo v časopisih zaslediti, zaustavljeni. Sprašujem se, kdaj lahko računamo na ta sredstva, vse kot mi je znano, lahko pa smo tudi prebrali v Štajerskem tedniku 17. aprila 2020, je ministrstvo zaustavilo razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnih šolah. Na račun dviga povprečnine občinam je občina Ormož v letu 2020 upravičena do cirka 500.000 evrov dodatnih sredstev v proračunu na prihodkovni strani. Na drugi strani pa se transferni prihodki zmanjšujejo za kar 676.000 evrov. Rezultat je torej negativen. Ne razume, kdor mora, jaz te matematike ne razumem. Zdaj, kolega Mirko Šerod je predstavil proračun splošni del. V posebnem delu so postavke, ki so bile realizirane v bistvu z indeksom 0. Ogromno je takih postavk, ali pa so postavke, ki so bile realizirane v prvem poletju, izredno malo. Jaz sem naštel nekaj glavnih postavk in jih je krepko čez 20. Hvala lepa. Dobro, v redu. Naslednji, ki se je prijavil, na koncu odgovoril, je dr. Kolmanič. Gospod Kos, jaz še bi vas enkrat upozoril, ne držimo se uporabe zaščitne opreme. Hvala za besedo. Torej, z tem našim izvrševanjem proračuna je približno tako kot s našim digitalnim poslovanjem. Zelo veliko besed, pa zelo malo dejanj. Slišali smo, da je realizacija transfernih prihodkov 8,5%. In ravno transferni prihodki so tisti, ki so dodana vrednost v vlaganja v občino. Če teh prihodkov ni, potem tudi nobenih projektov ni. Projektov, ki so bili obljubljeni v volilni kampanji in ki vedno znova poslušamo obljube, kako bo in bo. Ni pa dejanje. Če bi želeli nadoknaditi to razliko med tem, kar bi morali dobiti in tem, kar smo že dobili, bi zdaj morali delati stroji povsod. Zakaj? Če pogledamo, bi morali dobiti pri pomoči oziroma vlaganju v spodbujanju malega gospodarstva 2.400.000, do sedaj smo dobili 85.000. Če pogledamo, imamo eno zelo lepo postavko v proračunu
Zelo lepo se sliši. Podpora vinogradništvu v občini Ormož, strinjam se. Zelo je pomembno, zelo je potrebno. Realizacija nič. Potem kolesarske in sprehajalne poti v krajinskem parku Jeruzalem. 1220 evrov smo do zdaj porabili za to, dragi kolegi. 1220. Sami si lahko zračunate, koliko kilometrov teh poti bi naj to bilo. Druga stvar, dravske kolesarske poti, o katerih prav tako poslušamo zelo veliko in strinjam se, to je naš potencial za razvoj turizma. Ampak koliko smo pa porabili? 3020 evrov. Super. Potem aktiviranje geotermalne vrtine, to je nekaj, kar me je vedno fasciniralo, kaj bomo naredili z 5000 evri. Kolega Emil Trstenjak je enkrat rekel, da s tem lahko kupimo neke lopate, zato da pa začnemo kopati. Ja, ampak niti tega nismo naredili. Že 2 leti je zadeva ista, 5000 evrov, ki se prenaša, pa se ne porabi. Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest. Tu verjetno bo edino prišlo do realizacije, ampak v tem primeru smo porabili samo 2%, se pravi 23 000, pa nekaj malega od 1 200 000. Stanovanjski rezervni sklad, prav tako gre za pomembno zadevo, tudi tukaj je realizacija 15%. In še bi lahko našteval. Nekaj od tega bomo nadoknadili, veliko večino pa ne. Se pravi, ja, zmanjševanje, onesnaževanja, kontrola in nadzor, to je treba tudi še omeniti, še ena cvetka. Zaključujte, 2 180 000, do sedaj smo porabili 72 871 evrov. Bravo, gospod župan. Bravo. Hvala lepa. Gospod Trstenjak, še se prijavil? Hvala lepa za besedo. Ja, kaj sta moja dva predhodnika povedala, seveda bi se v celoti skoraj strinjal, ker te realizacija polletna je res zaskrbljujoča. Jaz verjamem, da kaj se tiče državnih razpisih in razpisi Evropske unije, da še je to v proceduri, samo konce pol leta pa je tu, september je tu, tako da jaz se bojim, da še to ne bo vse skupaj tako realizirano. Zdaj, če si poglednemo, kako smo lepo imeli, se pravi, zastavljeni proračun občine Ormož za 2020, skoraj 19 milijonov ali pa približno smo se veselili 20. Zdaj, če bi vse skupaj kakšna realizacija bila, 5714 evrov, se pravi 32,5%. Kaj je najbolj zaskrbljujoče pri tem? Kar se tiče odhodke investicij, se pravi, za investicije, ki smo imeli za nakup zgradb in premoženja in tako dalje, smo prarinali 10 milijonov pa 50 evrov. Odlično. Realizirano je bilo 1 milijon pa 38 tisoč, se pravi 10,3%. Krepko premalo. Kakoli je, s pol leta pa se že lahko veliko naredi, ne? Ogromno. Tako da jaz se bojim, da ti, kako smo skoraj ploskali proračun, kak je, pa da je v zgodovini največji, se pravi, približil se tam 20 milijonov. Zdaj po realizaciji seveda ne moremo biti zadovoljni. Lahko smo delno kritično, delno, tako sem že obrazložil, ker še imamo neke možnosti z razpisi pridobiti, seveda jaz verjamem, da bo se koncu leta ta realizacija bistveno popravila. Kajti, če pa se ne bo, potem pa smo tam, ki smo že dolgo ne bili. Tako da jaz upam, da do vse investicije, kar se tiče čistilna naprav, vodovoda,
obrtne poslovne cone, kar je naša prioriteta bila našega občinskega sveta, vseh nas, kjer tu sedimo. Se pravi, naklepno smo šli zmanjševati investicije za infrastrukturo občine Ormož, kar smo vsi skupaj ugotovili, da je pravilno, in smo denar večinoma preusmerili v industrijsko pa poslovno obrtno cono. Zdaj jaz pričakujem, da bo to realizirano čim prej, ker te koncu 3 milijona pa nekaj še ni mali denar. S tem seveda še ne bomo rešili gospodarstva v Ormožu, ker te potem pa morajo k nam prihajati tudi investitorji. Ker te brez investitorjev, se pravi, pa pol smo spet tam, kako smo bili, se pravi, spet ne bo delovni mest, spet bomo se borili za delovno mesta, spet bo mladi odšli iz naše prelepe kraje, iz naše občine in spet bomo tu jamrali, kako je težko dobiti delo, mladi odidejo, perspektive ni v Ormožu. Jaz upam, da se to ne bo zgodilo. Da bo ta poslovna obrtna cona zaživela, res zaživela, in seveda, da bodo investitorji prišli in seveda tudi vlagali, kaj je najbolj pomembno. Toliko pa upam, da bomo decembra malo boljše volje, kot pa smo danes pri realizaciji. Dobro, v redu, hvala. Še se kdo je bil prijavljen, pa ga nisem prej videl. Če ne, bi odgovoril na te pomisleke. Zdaj, gledajte, napihem proračun, pa všečen, pa ne vem kaj vse. Zadeva se bo videla na koncu mandata, zadeva se bo takrat ocenjevala z volitvami in jaz verjamem, da bo večina vseh teh zadev do takrat končala, ampak preko enih zadev pa pač žal ne moremo. Če so se neki drugi denarji stavili, če so se sklepi stavili, na kak način ne mi vodovod, čistilno napravo, obrtno cono, namakalne sisteme delamo, na kak način. Glede, potrebni so določeni sklepi od nekih pristojnih služb in to so naše največje investicije, tu notri je 15 milijonov, normalno, da se to pozna na realizaciji. Če pa imamo 5 milijonov proračunskega denarja na investicijah, normalno, da se na drugi strani 15 milijonski državni ali pa evropska sredstva nekje morajo poznati v procentih. Tako da tu učitanje je tak. Zdaj, kar se tiče vrtca Podgorce, gledajte, vrtec Podgorce je do jutri rok, se pravi za izbiro, da izvajalci dajo ponudbe. Zakaj nismo mogli podpisati pogodbe? Dobro veste, da smo imeli 1,5 milijona, tako kot navajate, približno pa nekaj evrov več smo imeli na razpolago, ampak najugodnejša ponudba pa je prišla 1,7 milijona. Zato smo šli v pogajanja, zato smo šli v optimizacijo, da bomo prišli na to cifro, da sploh lahko župan pogodbo podpiše, kar se tiče izvajanja. Tako da vrtec bodo jutri znane ponudbe, se gre v preverbo, se tudi gre v tistih, tako kot navajate, tistih 500 tisoč evrov, bo šlo tudi v podpis pogodbe in se bodo tudi dela tam pričela izvajati. Tako da, kar se tega tiče. Zdaj, kar se tiče, pa jaz bom zdaj od vseh pogovarjal, ker so se prepletale vaše govore. Glede okrog poslovne cone, pa jaz mislim, da je danes čas, da tudi s prstom na koga pokažem. Vedno poslušam okrog te poslovne cone, pa nič napravljeno, pa nič urejeno, pa kako vsi polagamo v tem občinskem svetu, ne vem koliko, pa da smo rezervirali denar, ja, res je. Pa hvala lepa za posluh takšnemu občinskemu svetu, da smo res to v tem mojem mandatu, da ste poslušali in da gremo v to zadevo. Ampak pogledajte, dogovor za razvoj regije se je prejšnji župan samo izpogajal, vse so dva velika projekta, za vodovod in pa za čistilno. Govora okrog tega, da bi se gradilo, komunalno opremljala obrtna cona, nikdar in nikoli ni bilo. To se zavedajmo. In z nastopom novega župana je v mesecu marcu leta 2019 občinska uprava takoj pristopila k izdelavi dokumentacije. Z prihodom aprila nove direktorice občinske uprave smo vse zagnali, da smo pridobili gradbena dovoljenja, vse ostalo in pa da se zdaj pogajamo in lobiramo pri ostalih županih v dogovoru za razvoj regij v vzhodni koheziji, da bomo do tega projekta prišli. In tu je angažma 100%, da do tega pridemo. Ne pa mi več, prosim, lepo ponavljate, kako je to, pa kako se je to dogajalo, pa kaj se je tam delalo. Gledajte, okrog obrtne cone se je zelo malo delalo. In to je tudi slika, da ko se peljete skozi obrtno cono, sicer zdaj več ne, pred mesecem dni pa je bila sama karuza.
Mi smo pogovore zagnali, imamo izbranega geodeta, imamo 4 domače investitorje, katerim smo se že dogovorili na kakšen način. Je njihova želja, da pride v obrtno cono in pospešeno delamo. Tudi danes smo imeli razgovore, pogajanja tudi pri odkupu zemljišč. Ampak določene zadeve vam enostavno ne grejo tako skozi, ker so prej ne bile dorečene. Mi se zdaj pogajamo, mi zdaj obrtno cono vsiljujemo notri kot rezervni projekt, čakamo na viške, itd. In to so napori, gledajte. To je ni, da bomo zdaj mi tja prišli, pa kar pa bi bilo lažje, gledajte, kar pa bi bilo lažje, pa bi preko dogovora za razvoj regije lahko prejšnjo vodstvo občine uredilo, da pa bi mi komunalno opremljenost, to se pravi, na kjer je postavke tudi 3.1, se izpogajali že takrat kot občina, da bi sredstva pridobili 3,2 milijona. Ja, zdaj se pa moramo truditi, pa dobesedno viške iskati, pa se dogovarjati z župane, da nekako to projekt dobimo. Zato, gledajte, to zdaj razlagate okrog podjetništva, pa ne vem, kaj se zdaj dogaja. Gledajte, če bomo uspeli tudi v letu 2021 ta projekt spopeljati, smo lahko zelo, zelo srečni. 3,2 milijona evrov vložite v to, v obrtno cono, v teh 12,5 hektara. Ja, pa kdaj smo to napravili? Kdaj? No, potem pa okrog te poslovne cone pa spodbujanje gospodarstva, koliko se mi na gospodarstvo, tudi koliko se sam osebno angažiram. Verjamem, da bomo se tu vredi izpogajali, pa tudi konec koncev moramo pozitivno študirati, glede na vse zadnje podatke, ostajajo denar na te postavke, tako da jaz sem prepričan, da se bo tu absolutno nekaj zgodilo. Je pa res, vse sem vam prej povedal. Gledajte, tu se na dogovoru za razvoj regij se pogajajo oziroma delijo sedaj sredstva. Določene so projekte že imeli pred, ker so se prej že izpogajali. Mi zdaj kot rezervni projekt notri vsiljujem, še enkrat povem. In do 31.12. se bo vedlo, kdo je dobil, koliko je viška, koliko bo občina Ormož lahko dobila. Hvala Bogu, da na ORP Prlekija nekaj vsta sredstva še. Hvala Bogu, da še bomo to lahko sforsirali. Ampak ni to kar tako. Zdaj, kar se tiče podpore vinogradništva, 25.000 evrov. Imamo prijavo na pristojno ministrstvo, shema se prijavlja, ker tudi ne moremo. Občina ne more razpisa samo napraviti pa deliti. Se pravi, moraš skozi pravilnik določiti, shemo ti morajo potrditi in potem lahko ti razpise prijavljaš na podlagi pravilnika, ki ga pristojno ministrstvo potrdijo. Vse to ni, da bomo si mi zazmislili, pa bomo mi kar dali, tam boš ti boš dobil 1000 pa 2000. Problem je v tem, da se mora pravilnik tako sestaviti, da ni dvojnega, kako bi rekel, dvojnega financiranja, da kdo ne doseže. Ne? Se pravi, da bi bil ze strani države, pa ze strani občine na isten ukrepu financirane. In je treba iti vse v preverbo. Pa moram povedati, da se sedaj pravilnik na taki način dela, da bi radi pomagali vsem, se pravi tistim, ki je kmetijstvo kot primarni prihodek, se pravi na vseh teh, ki so bili oškodovani, ne za samo zaradi COVID-a pa vinogradništva. Saj imamo tudi ogromno škode sedaj na sadjarstvo in pa vrtnino. Bomo probali pravično koliko toliko o tem nasproti iti. Ki je glavni dohodek, ki je tvegano tudi njihov obstoj, dobesedno. Tako da na tem se dela, ampak mi pa tudi moramo potrditi, dobiti od pravilnika, gore je bilo poslano, tako da razpis bo pripravljen. Tudi ogromno se zdaj, gledajte, cenitev, na več kot 200 stavbah občinska uprava, zdaj poleg vsega ostalega dela. Da dobimo podatke, da bomo začeli deliti 250.000 evrov, kaj jih je na račun Karitasa pa Rdečega križa, kar je država dala z sklepom. Kolesarske sprehajalne poti Jeruzalem, gledajte, spet moram s prstom pokazati. Gledajte, če bi bilo takšno razmišljanje, kot je bilo prej, občina Ormož, potem bi mi gore zdaj imeli skozi svetenje proti Jeruzalemu dvopasovnico. Pa si mi tega želimo v Jeruzalemu imeti dvopasovnico, da bomo imeli 90 znak. Z občino Ljutomer sploh ni bilo dogovora napravljenega, ker sta se občina Ormož in pa občina Ljutomer na tej fazi, kar se tematike te poti tiče, sta šli čisto mimo. In končno smo tudi z občino Ljutomer dosegli konsens okrog tega, da si želimo cesto, ki bo služila svojemu namenu, turizmu, sprehajalcem, kolesarjem. In pa da bo normalen prehod z vozili in pa avtobusi. Tudi urejeno z parkirišče. In pa da bo cesta, da ko se peleš iz Svetinj proti Jeruzalemu, da se ne bo meja videla.
Se pravi, da bodo materiali iste. Programske točke so določene, služnosti smo določili. Imeli tudi z vsemi podjetji, z fizičnimi osebami, z vsemi smo imeli pogovore, da smo to uredili. In pripravljajo se projekti, gledajte, čakamo na Interreg, drugo polovico 22, saj pa je vrednost ocenjena na 2,5 milijona evrov. No, 21, no, kaj sem rekel leto. Pa ne gre to samo tako. Dravska kolesarska poti, gledajte, državni projekt, odmeritve se delajo. Direkcija bi zdaj naj, oziroma v četrtek pride gospa Herga, direktorica direkcije za infrastrukturo. Smo tudi o tem pogovarjali. Saj pa smo na liniji. Odmeritve se delajo. Veste pa dobro, kdo bo glavni financer Dravske kolesarske poti, ne bodo občine. Pa bo država. Druga kolesarka, gledajte, po dolgih mukah pa delo smo tudi za Pavlice soglasje dobili. Na direkciji soglasja dobili, da nas sploh dovolijo te zadeve. Se ne more samo graditi v državnih cestah. Moraš imeti soglasja pristojnih služb. Geotermalne vrtine. Projekt prijavljene na ministrstvo za kmetijstvo. Ja, smo poslali. Glejte, imate 2 milijona evrov iz občinskega proračuna, da boste vrtino izkopali. Prej ste pravili, da za 5.000 evrov dobimo lopato. Ministrstvo za kmetijstvo bo v svojem programu tudi na geotermiji delalo. In bi naj po vsake vrtini financiralo 1 milijon evrov. In ta sredstva bi naj šla ne samo za ogrevanje, tudi za ogrevanje rastlinjakov in tako dalje, za spodbudo na kmetijstvo. Ja. Seveda smešno, gledajte, najlažje je napraviti proračun po 5 milijonov vršte z proračuna, pa se ne boriti za ostala sredstva. Če pa išče za ostala sredstva, pa so gledajte pogajanja, pa je treba projekte odobrena imeti za pristojnih ministrstv. Saj pa ni to samo tako. Ja. Cesta napravili. Lepo, da to povete. Da smo prej tudi cesta delali, pa še malo več smo jih naredili. K2. Gledajte, asfalta res ni težko potegniti. Ja, točno tako je, gledajte. Vi se lahko smejite, koliko se hočete. Jaz vam konkretno povem. Gradnja občinskih cest. Gledajte, na stanovanjih. Končno ene zadeve premikamo. Na Kerenčičevem trgu pa ni sramota bilo do zdaj, gledajte, drugače ne moram povedati, da ljudje na drva kurijo, pa kako imamo preko hostla stavbo. Ampak če želimo tisto stavbo obnoviti, ki je tudi Štajerski tednik v nas toliko pisal, pa moramo napraviti, gledajte, spremembo korilnega sistema, itd., gledajte, kako fasada, pa kaj vse je, kako imamo to sred centra. In take zadeve zdaj saniramo, vam pa vse smešno, da se tu v take stanovanjske zadeve čisto nič ne vlaga. Kar se tiče malo gospodarstva in tako dalje, pa obrtna cona gospodarstva, pa ne vem, kaj vse napisano. Glejte, vse bo. Samo tako ti vam je že prej gospod Mirko Šerod povedal, ne? Vi se morate zavedati, da je od 13. oziroma od 16. marca, pa do konca maja vse stalo skoraj. Koliko smo lahko smo preko videokonferenc z ministrstvom delali, določene zadeve so se stavile, gledajte. To takega leta še ni bilo v zgodovini, verjetno, kaj ste vi v občinskem svetu. Imeli smo 2 velike neurje, imeli smo korono. Ne vem, če se zavedamo. Pa poleg tega vse drugo peljamo. Tako da to, ravno to, kar razlagate, pa tam postavka nič, pa druga postavka nič, marsikatera postavka v tistih 20 je že napravljena. Marsikatera. Recimo, če si pogledamo malo odhodke pa prihodke, recimo, proračun je bil sprejet decembra. Koliko je proračun sprejet, se januarja začne izvrševanje. Ampak recimo, da bi nekaj stvari lahko spravljamo, pa plačamo, je treba nekaj stvari izpeljati. Recimo, z začetkom januarja se začne izvrševanje proračuna. Potrebno recimo, da investiciji pripravite razpise, te razpise objavite. Razpisi, te javni so ponovadi objavljeni, recimo, to se še 4 dneve, 30 dni. Ko je to objavljeno, sledijo preverjanje, pregled ponud, potem preverjanje, pritožbe, poglede, po tistem, ko se skupaj zaključeno, se lahko podpiše pogodba. Ko se pogodba podpiše, se začne delo na terenu. Recimo, izvajalja se dela in potem izstavlja mesečne situacije, da potem lahko pride gospod realizacija pri odhodkih, še potem mora biti recimo 30 dan, ko račun izstave, se kome lahko to plače, potem kome lahko to odhodek.
hvala, kot je župan rekel, marsikatera stvar je že bila narejena, ampak je še ni polletne realizacije, ki ni bil plačena. Ampak se vam povedal, kakšne čase recimo so potrebni vsako neka stvar iskalja. Od recimo transferni prihodki iz državnega proračuna. Recimo mi smo že končali skoraj projekt realizacije cest, komasacija in aglomeracija Sodenskega polja, na lokalni sicer bil proti koncu pa tudi domni klanškoj Ormoža. Vsi ti projekti so večinoma že končani, občina je morala vse te investicije izpeljati, plačati in zdaj smo poslali za določene že, nekaj pa še bomo, zahtevke v Ljubljani čakamo ali denar. Ampak ko mi pošljemo zahtevke, tam sledijo pregledi, preverjanja, terena, vsem tja in pol ti se lahko nakažejo sredstva. Tako da jaz ne vem, kako mi lahko v prvem poletju imeli investicij, vsi pa naslednje prihodke, kjer sem vam povedal, kakšni so potrebni postopki za oddajo del, izvršbo del, plačilo teh investicij in potem da lahko damo mi zahtevke, da pridem do teh transfernih prihodkov. Tako da jaz ne vem, zakaj to tako reče, da se gre neko vrsto nabijanje, bom rekel dobesedno, da ni realizacija. Je pa res pravično, že lahko zdaj rečemo, da realizacija vredno 70%, da bo te župan povedal, ne bo verjetno vrtne cone, pa lokalnega mislim, čistili naprave Ormož. Ni pa tudi da občina, ampak pač, mi smo edina občina, ki čakamo na te sklepe od državnega vlada, pa kjer nekaj se prenali, pa dobili realizacijo odhodkov, pa potem tudi prihodkov. Ampak nikrat verjetno bodo. Vsi vemo, da vse investicije, kot se nekaj glede proračuno, nastavljene, potem tudi v nekem doglednem času bili realizirane. Jaz mislim, da je malo takih projektov, ki so bili v proračuni, da poli so bili realizirane. Ampak ne bo mogoče letos, smo imeli 21. mogoče do 22. 23. enkrat bo naredili, tako da bo bili rečeno. To možno ne. 31.12. še enega povem je potrditev za obrtne cone. Ne more biti v letošnje leto zadeva realizirana. Žal. Kar je 31.12. kome za strani države bodo potrdili, kateri projekti grejo naprej. 30.9. pa so vodovodi pa kanalizacije. Na kanalizacijo upamo, pa na vodovode bodo sklepe zdaj. Ker je tudi nekaj, je potrebno znati. Ne? Projekte vse te večje bo treba zaključiti do leta 2023 zadnjo. In 36 km vodovoda, čistilno napravo 4 milijone, potem obrtna cona 3,2 milijona. Bo potrebno napraviti v leti 2021, 2022, 2023. 2023 že na polovico, ker bodo mogli zahtevke biti dane in bodo mogli računi biti znane. Tako da za 2 leti pa pol leta bomo mogli vse te investicije skoraj, če skupaj seštejamo, skoraj 20 milijonov evrov napraviti. Takrat pa bo dosti strojev občine Ormož. Verjemte. Še kakšna dopolnitev? Gospod župan, vse, kaj je bilo navedeno, pa kaj sem pač povedali, ne vem, zakaj ste žaljeni. Mi smo take podatke dobili, kako tu piše, zdaj recimo, kako smo planirali 19 milijonov pa nekaj, realizacija za 2020, do zdaj smo realizirali 5 milijonov pa 100, to je dejstvo, kaj tu piše. In mislim zdaj, da ne smemo to vprašati, ali karkoli, zato ste vi tu, da ste naredili zavrtino, da ste prijavili projekt, ja, hvala Bogu, prvi slišim. Ja, zakaj pa naj bi vprašal? Samo zato smo tu, da vprašam. Ja, se to nič ne bi počutil užaljenega. Vi ste zato, da nam obrazložite, lepo ste nam obrazložili tudi zdaj, da bo naj bi šel investicija, kar se tiče vodovoda, pa čistilne naprave, pa obrtne cone, tako ste rekli, mogoče še v 2022, 2023, evo, saj pa to nič ne je takega. To so mi ne vedeli, jaz tega ne vem. Saj pa sem jaz nekaj vem, vsega pa ne vem. Zato ste vi tudi, da govorite, ne smete pa biti užaljeni. Če bo zdaj na kakšno postavko, je pač malo manjša realizacija, vas pač upozorimo, pa vas vprašamo. Vi pa ste korektno odgovorili. Super. Se strinjam z vami, nisem jasno nobenega užaljenja, ampak dejstvo. Ne, počutim, pogovori se čuti, ne? Mogoče do koga drugega, ja. Ni toliko do vas, ja, dr. Simo Kolmanič. Ja, hvala za besedo, gospod župan, meni bi se od srca smilili, ne, če ne bi teh 2 let dobivali plačo, zato da nekaj naredite, in če ne bi bili pravi tudi v vodstvu te naše občine, se pravi, pa še nekaj je, v teh 2 letih smo zaključili samo tiste projekte, ki so bili začrtani v prejšnjem mandatu. Z tega mandata imamo samo en projekt. In to je parket v telovadnici, pa še za tistega smo morali vzeti kredit. Ni problem, da ne bi imeli idej. Ni problem,
da ne bi zadev prijavljali na razpise. Ampak edina stvar, ki nam manjka, je denar. Ampak brez denarja se pa ne da narediti nič. In dejansko to, da se zdaj po 2 letih izgovarjamo na to, kaj je prejšnje vodstvo naredilo, ali pa kaj prejšnje vodstvo ni naredilo, je licemersko. Vse zato ste pa dobili volitve, da vi naredite boljše. Ja, pa niste še nič naredili v 2 letih, to je problem. V redu, ste zaključili? Ja. Hvala. Zdaj, če ni druga razprava, jaz predlagam, da gremo na glasovanje o sklepu, da občinski svet Ormož se seznani s poročilom o izvrševanju proračuna občine Ormož za obdobje od 1.1.2020 do 30.6.2020. Obrazložitev glasu. Hvala lepa. Jaz bom to poročilo podprl o izvrševanju proračuna 1.1. do 30.6.2020, ker smatram, da je narejeno korektno, ker zelo cenim šefa računovodstva, če tako rečem, Mirka Šeroda, in vem, da so podatki točni. To, da pa mi razpravljamo na seji občinskega sveta, pa morate razumeti, da smo zato bili izvoljeni, da nekaj tudi na seji občinskega sveta povemo, da iznesemo svoje mnenja, pa če tudi včasih niso pravilna. Pa tudi zato, da dobimo odgovore na naše dileme, kar je izpostavil Emil, in tega se moramo zavedati. Mi smo zato, da tu debatiramo v občinskem svetu, ne pa tako včasih, ko je Danilo Kosej bil že malo, kako bi rekel, je šel nekomu že na jedra, če tako rečem, ampak jaz osebno sem vedno mislil, da je pravilno, da pove svoje mnenje. Tako da jaz glasujem za. Dobro, hvala, ja. Dr. Kolmanič, obrazložitev glasu. Ker, tako kot sem uvodoma danes napovedal, se bom obrnil na statutarno komisijo v zvezi z to točko in z našim pomanjkljivim digitalnim poslovanjem bom sedaj glasoval proti. Verjamem pa, da bomo o tej točki odločali še enkrat. Hvala lepa. Dobro, v redu, hvala. S tem še obrazložitev glasu. Gospod Trstenjak. Zdaj, k temu je samo dodati to, da je realizacija pač takšna, kako izkaz kaže. K temu ne moremo niti dopolniti, niti stran vzeti. Se pravi, vse drugo nam tako ne prestane, pa kako da glasujemo za program realizacije iz 1.1. pa do 30.6.2020. Hvala. Dobro, v redu, hvala. S tem zdaj lahko pridemo na glasovanje. V sklepu občinski svet Ormož se seznani s poročilom o izvrševanju proračuna občine Ormož za obdobje od 1.1.2020 do 30.6.2020. Od 17 prisotnih, kdo je za? To se pravi 15 za. Je kdo proti? En proti, se vzdrži. S tem je bil izglasovan sklep, se pravi občinski svet, da se seznani s poročilom o izvrševanju proračuna občine Ormož za obdobje za prvo polletje. S tem smo zaključili točko 4, prehajamo na točko 5. To je predlog odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve v letu 2020, številka 3, hitri postopek, pa prosim za uvodno obrazložitev. Ja, kot je že župan prej povedal, je leto se eno izjemno leto, pa še ni končano, še ni kaj končano do sveta. Jaz sem v občini 17 let, pa take porabe proračunske rezerve, vidimo, da bi tam dosti kaj postirati, bilo še ni bilo. Prvo smo imeli zaradi naradne sreč, potem ta COVID. Tako da danes je pred vami spet predlog odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve, s katerim se predlaga, da se porabijo sredstva za odpravo posledic, tisto, kar je pač naloga občine, ki je občino prizadelo v nedeljo 30.8. popoldan. Nastala je škoda na cestni infrastrukturi, stanovanjskih, gospodarskih in kmetijskih objektih, kmetijskih površinah in gozdovih. Zdaj z odlokom je bilo predlagano, da se namenijo sredstva v višini
45.200 evrov za povrnitev škode, oziroma stroškov, ki so imeli gasilci z intervencijo. To gre za nakup goriva, za gasilska vozila, potem za gorivo za te agregate in pa motorne žage, potem za odpravo škode, ki je nastala na javnih poteh in pa lokalnih cestah, nakup folije za začasno pokritje streh oziroma da se preprečila večja škoda na objektih, gospodarskih, stanovanjskih, in pa predlaga se tudi, da občina pristopi k temu, da pokrije stroške, ki nastanejo z odvozom in pa odlaganjem salonitnih plošč in pa bitumenske kritine. Zdaj, kot je že v odloku zapisano, ko se delal oziroma pripravljal odlok in še ni bila narejena popis škode, je bilo ocenjeno, da bo odloženih cirka 40 ton salonitnih plošč. Sedaj, ko so se zbrale te informacije po terenu in ko ljudje to prijavljajo, oziroma so prijavili in pa se tudi začel odvoz, je ta škoda, ki je nastala na salonitnih ploščah, večja. Zaradi tega tudi, lahko prejdem za amandma, ne? Ja, ker zdaj tudi na mizo ste dobili amandma, s katerim se predlaga, da se zagotovijo dodatna sredstva in sicer, da se poveča ta znesek iz 45.200 na 54.800. To pa zaradi tega, ker je do zdaj se odpeljalo cirka 40 ton salonitnih plošč, je pa še nekaj na zalogi. Zdaj v prvi fazi je bilo vključeno z samim odlokom, da se odvozijo salonitne plošče, sedaj pa so se še vključili zraven odvoz bitumenske kritine. Zdaj, koliko bo točna vrednost tega odvoza in pa odlaganja, bomo videli, ko bo to zaključeno. Moram povedati, da se recimo verjetno so primeri, ko so bili ti ocenjevalci prvotno na terenu, to so bili hitri preglede in so včasih recimo komu razkrilo pol hiše oziroma zlomilo te salonitne plošče, sedaj tisti, ki se zamenja celo streho, pač mu ne moremo reči, oziroma da to ni pravično, ker vemo, da te salonitne plošče je težko dobiti in si pač ljudje sanirajo za streho, tako da bodo imeli mogoče za nekaj časa mir. Tada z amandmajem se predlaga, da se vrednost proračunske rezerve za odpravo teh posledic poveča iz 45.200 na 54.800. S tem odlokom bomo letos porabili cirka vse skupaj 160.000 evrov za odpravo posledic po naravnih nesrečah in pa za COVID. Jaz bi samo dodal temu, ker smo imeli govor že na samem odboru za premoženje, pa tudi kasneje na samem kolegiju občinskega sveta. Zdaj mogoče tu nas naj ne zaveda, da mi ne preverjamo, ne, pa da nismo preverili, ali je odvoz vseh salonitnih plošč upravičen ali ne. Še enkrat povem, upravičeni so samo tisti, ki so utrpeli škodo 30. avgusta, ampak takrat, ko smo se pogovarjali o 70 tonah, to še zdaleč ni bilo 70 ton. Mi, če bi vse pobrali, bi bilo verjetno 100 ton. Razlika je glede na to na preštete plošče, ampak sedaj, ko pa se vaga vse skup, ko se dovaža, so pa podatki druge, tudi preverjamo glede na to, da ne vzamemo preveč mogoče salonitnih plošč, tako da od nekoga drugega tudi ne sprejemamo, če se razumemo, računa se 18 kg po kvadratnem metru, tako kot salonitne plošče so. In največ pa se pojavlja teh zadev, tako kot je tudi Mirko povedal, je pa to, da so v resnici včasih strehe, ki so bile, ne vem, mogoče samo 10 plošč poškodovanih, menjujejo pa cele strehe. Ne? In tega se zdaj je nekaj nabralo, vseeno nam je verjetno želja, pa interes, da tem gremo nasproti, pa da se pravi se tudi, kar se tiče salonitnih plošč, da tega čim več zavemo, da ne bi to kje ostalo v narave. Pa tudi eno izjavo zadaj podpisujejo vsi tisti, ki dajo salonitne plošče, ne? Da se pravi, da niso bili financirani že mogoče ze strani zavarovalnice, da se ne bi financiranje podvojevalo, ne? Da ne bi mi tudi plačevali tisti zadev oziroma dali tistim pomoč, ki so mogoče že to zadevo dobile iz samih zavarovalnic, iz samih premij. Zdaj, tako kot je Mirko povedal, težko je napovedati, koliko tega je, zdaj že 3 dni, se pravi četrtek, petek, pa danes se to odvaža, trenutno 40 ton že pripeljanih, je pa še tega, seznami se preverjajo, tudi vsi tisti, ki cenijo zadeve, pa ocenitve same škode delajo ze strani občinske uprave in pa vseh, preverjajo tako, da nobenemu
res jemljemo vsem tistim, ki so upravičeni do tega. Ne? Tako da ta sredstva bodo sigurno potrebna, koliko želimo tem pomoč nudite v obliki tega, da jim te salonitne plošče vzamemo, pa nekako še smo se odločili tudi takrat na odboru, je tudi bilo, da bi tudi te bitumenske kritine tudi vzeli, ker so isto nevarne za okolje, tako da še bi tudi te zadeve pobrali. Zdaj, to točko je obravnaval odbor za premoženje, finance in gospodarska vprašanja. Poprosim predsednika za poročilo. Hvala za besedo, bom kar glasen. Odbor za premoženje, finance in gospodarska vprašanja se seznanil s predlogom odloka o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2020, številka 3, hitri postopek, se z njim strinja in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala. Dobro, hvala. Jaz bi odprl razpravo. Prvo v imenu svetniške skupine. Svoje imeno. Dr. Simon Kolmanič. Gospod Trsenek, ja. Hvala za besedo. Torej, jasno je, da je treba ljudem pomagati. Bi me pa vseeno zanimalo, koliko konkretno sredstev iz proračunske rezerve bo pa šlo za popravilo bankin po neurju. V Veliki nedelji krajevni skupnosti lahko vidimo, da je neurje odneslo kar precej bankin. Se pravi, in te bankine bo potrebno zasuti, in to jih bo treba zasuti preden bo prišla zima, kajti take bankine so po eni strani nevarne za avtomobile, po drugi strani pa se uničujejo ceste. Se pravi, in proračunska rezerva je namenjena tudi za to. In drugo vprašanje, kdo so bili tisti ocenjevalci, ki so se zmotili za 75%? Se pravi, toliko je namreč razlika med 40 in 70 tonami. Se pravi, kdo so bili ti ljudje in v bistvu predvsem zanima me stroka. Hvala. Dobro, v redu, bom kasneje odgovoril. Ja. Gospod Trsenek še. Ja, jaz bom rekel takega neurja, kak je bilo 30.8.2020, res ni bilo dolgo. Nekaj podobnega se je zgodilo 2012. In večinoma takrat je bilo na infrastrukturi, ne pa toliko na kmetijskem delu, pa ne toliko na, se pravi, na stavbah, sami stavbah. Zdaj, kar se tiče za rezervo črpanje, vsekakor bom podprl, nam rekel, z veseljem, ker te koncu vemo, kaj so naredili gasilci, kako so se angažirali, ker te koncev prve minute pa do zadnje so bili na terenu in res so imeli ogromno stroškov z osebno opremo, kako tudi z njihovim delom, kako so bili. Zdaj, kar se tiče, tu vidim, da je zajeto infrastruktura, se pravi, stavbe so zajete, notri zdaj delno. Zdaj, dosti je bilo govora pač, da sami pridelki, kako so jabolke, se pravi, samo grozdje je tako zavarovano, tako da tu občina verjetno ne bo mogla skočiti na pomoč. Vseeno pa malo vprašanje glede tega, ker je tudi bilo veliko škode, ki pa ni zavarovano. Tu pa je v sadovnjakih je ogromno podrlo drevja, se pravi samega sadeža in seveda tudi vinogradi. Se veste, koliko je podrlo celo tisti, bi rekel, zahodni del, kak je tudi zahodnik Pihov, je praktično na nekaterih delih dobesedno zravnalo vinograde. In seveda tudi posledično ograje, ki morajo biti zaščitene zaradi živali. To vemo, da ni zavarovano, to bo nekako trebalo dati pomoč, zdaj ne vem, strani države, strani občine. V glavnem, tu so ljudje zaskrbljeni, ker nekako sami predelki, kako se je omenil, še bodo verjetno nekaj iztržili, glede same škode, kako pa je nastala, glede vetra in vetroloma, seveda tam pa se bojijo, da tega ne bo prišli in seveda jih zanima, na kak način bi pač oni tu lahko do določenih sredstev prišli. Hvala. Dobro, še kdo, mogoče? Če ne. Zdaj, kar se tiče sanacij cest, skozi to rezervo garantiramo 26
341,82 evrov. Od tega bodo dobile, če na hitro preštejem, krajevna skupnost Ivenkovce 4293,18 evrov, krajevna skupnost Kok 2695 evrov, krajevna skupnost Miklavž pri Ormožu 5000 evrov, krajevna skupnost Ormož 3180, krajevna skupnost Podgorce 2522,96, krajevna skupnost Velika Nedelja 4198,63. Te cifre smo si ne mi na občinski upravi izmislili, ampak so jih podali predsedniki krajevnih skupnosti, kar je za sanirate, tako da tudi bankine, cest, tudi vse ostalo, pač, kaj se tiče pri sanacijah cest, se bo skozi to zadevo uredilo, nekaj se že tudi ureja. Tako da ceste bodo, vi še ste imeli vprašanje, kdo je tisto cenil. Ja, cenitev je bila predvsem prvo napravljena ze strani, koliko je bilo poškodovanega. To se pravi, to, ko smo pripravljali za vlado, za Rdeči, ki je kasneje dala sklep, kar se tiče Rdečega križa in pa Karitasa, takrat se je v grobem popisalo. Ampak takrat so se recimo popisale normalno na hišah recimo kritine, kjer je bilo, tako kot sem vam prej povedal, 5 ali pa 10 plošč poškodovanih, ampak na koncu se nam pa je zgodilo, da tam, kjer se je bilo 5 ali pa 10 plošč poškodovanih, da so ljudje menjavali cele strehe. In zaradi tega je prišlo do razlike takšne. Kdo pa je to zdaj delo? Naši ocenjevalci, če jih naštejemo, pa jih je kar nekaj na terene, ne? 4-5, ki pa zdaj to ugotavljajo. Zdaj, kar se tiče te škode na kmetijskih, ja, tu pa je en take zaskrbljujoč, bom rekel, zadevo. Mi bomo, tako sem prej povedal, mi bomo ravno za sadjarstvo, vinogradništvo, koliko bomo lahko pomagali, pa vrtnina namenili, to, kar imamo v proračunu zagotovljeno, teh 25 000 evrov. To bo šlo za pomoč, direktno v tem. Zdaj, kar se tiče škode na samih objektih, bo tudi ze strani države preko tega sklepa, ker je prvo je bilo mogoče malo narodno napisano, se pravi, da Rdeči križ pa Karitas bodo dajale samo prehrambene pakete, oblačila in tako dalje. Ampak se hvala Bogu dosegla ena zadeva, da bodo tudi upravičena sanacija škode na objektih, stanovanjskih in pa gospodarskih poslopij. To se pravi, če bo kdo dokazoval z računom, da je, ne vem, menjavo okna, da je menjavo streho, bo priložil račun k tej vloge, ki še enkrat povem, ker imamo tudi kamere, pa medije tu, do 30.9. morajo te vloge oškodovanci dati. Naša naloga je na strani občine Ormož, da vnesemo vse v program AJDO, da je to evidentirano, ker to so predpogoje. Na podlagi prispelih vlog se bodo pa delila sredstva, teh pa je 250 000 evrov. Zato je zdaj težko komu rečete, gledajte, če ste si imeli streho, da boste dobili 1000 evrov. Kriteriji so določeni, ampak višina sredstva pa se bo določila na osnovi tega, koliko vlog bo prišlo na kup. In se bo to sorazmerno potlej delilo. Tista zaskrbljujoča zadeva, ki pa bo problem, ne? Mi zdaj popisujemo, se pravi, škodo, kar se tiče na objektih, pa tudi na infrastrukturi ostali, se pravi, ceste in tako dalje. Svetovalna služba Kmetijsko-gospodarske zbornice ocenjuje škodo na kmetijstvo. Tu pa bo zdaj en problem ravno na pokrivanju škode, kar se tiče kmetijstva in pa določevanja interventnega zakona. Interventni zakon bo najverjetneje sklican, ker bomo 0,3 promila proračuna, to se pravi, da bomo glede na to, da je proračun vreden 10,4 milijarde, bi to pomenilo, če bomo dosegli na 3 milijone, bi se naj interventni zakon spisal. Ampak je pa drugi problem interventnega zakona. Interventni zakon pa pogojuje eno zadevo, eno zakonodajo zadaj, ki pa ni všečno. Je pa to, da vse, kar se je dalo zavarovati, ne more biti krito iz interventnega zakona. To se pravi, vinogradi so se dali zavarovati, sadovnjaki so se dali zavarovati, zaščitne mreže na sadovnjaki so se dali zavarovati. In tako naprej. In že zadnjič, ko je bila ministrica za kmetijstvo, bodo sicer iskali možnosti, na kaki način, ampak ja pa še enkrat povem, da pa bo problem. Interventni zakon ne sme financirati tistega, kar se je dalo zavarovati. Tu pa je večina zadev, ne? Če tako malo pogledamo, vse, kaj se na vinogradništvu zgodilo. Tudi konec koncov na vrtninah, poljščine, vse se da zavarovati. Tako da jaz tu malo bo problem, edino šuma, ja, gozdovi, ne.
Tako da tu bo malo problem, ne. Tako da to je vse, kar vam lahko povem. Zdaj sicer mi imamo za interventni zakon imamo do 2. oktobra čas, da se ocene, ampak to bo sigurno prišlo na 3 milijona, ker je to, mi imamo, tukaj je bila prvo škoda medijem pa to predstavljeno, tistih 140 oziroma 150 objektov, tu je ogromno ljudi tudi popravljalo, pa ne obvestilo, recimo gasilcev, ker so si sami spopravili, ne. Zdaj pa to, da zadeve recimo hodijo ven, ne. In to je objektov je bilo več kot 200 poškodovanih, sigurno. Tudi na kmetijskih zemljiščih, tistih 750 hektarjev, kjer je bilo govora, od tega 550 hektarjev goric, pa dosti tudi sadovnjakov, pa vrtnin, so tudi številke večje. Tam so zadnjič prikazali, ko je bila ministrica tu, je svetovalna služba prikazala, mislim, da je 2,1 milijona evra škode samo na kmetijstvo, ne. Ki pa še so vse ostale, od objektov, takšnih in drugih stanovanja, gospodarska poslopja in pa vse ostalo, tako da to bomo presegli. Edino, kaj pa bo, tako vam pravim, ne vem, kaj se bo potlej z interventnim zakonom pokrivalo. Tako da, to je to. Smo izčrpali? Niste mi odgovorili o tem, kakšne stroke so bili ocenjevalci. Vse ni treba povedati, kdo so bili, ampak kakšne so stroke, to pa bi verjetno bilo treba vedeti, ker če nek krovec, potem krovec ve oceniti, da če je poškodovano toliko in toliko plošč, da je treba zamenjati celo streho, bi torej moral pravilno oceniti. Se pravi, kaj so bili potem ocenjevalci, kaj se stroke tiče. So bili gradbeniki, krovci, Sodelavci iz občinske uprave. Pa predsedniki kaj je studijo? Aha, se pravi, niso bili strokovnjaki. Ja, seveda nismo. Ok, v redu, hvala. Samo povem, težko napovedati, če se nekdo odloči za sanacijo cele strehe, ne. Zdaj pa je tako, ali bomo jim pomagali, ali pa bomo mogoče imeli katere pa leta dolgo časa pri hiši, ne. Ker je strošek, je, gledajte, 1 tona je z odvozom 300 evrov plus davek. In normalna streha je tudi od 2 do 3 tone. To se pravi, imamo stroške tudi po 1000 evrov na hišo. To pa jaz mislim, da v tem času, ne, pa večina, oziroma koliko smo tudi danes imeli, ker smo imeli en sestanek v zvezi z osnovno šolo Velika nedelja za sanacijo, pa je bil cenilec tudi iz zavarovalnice, ki je pristojen tudi za zavarovalnico, s katero imamo sklenjeno za osnovno šolo, in je bilo povedano, da na njihovi zavarovalnici recimo povračilo iz zavarovalnice oškodovanci dobijo samo za prevoz, ne pa takse za odlaganje. To pa je tisti največji strošek. Pri salonitkah pa pri bitumenskih kritinah je to 280 evrov plus davek, ne. Zdaj pa kdo ima 3 tone, dobro, bitumenska je malo lažja kot salonitna, je to kar velik strošek za nekoga, ne, v tem neurju, ki ima že itak še verjetno, ker se večina ljudi, vse je dopolnilno, če ne celo profesionalno, lahko rečemo, ukvarja z kmetijstvom, ki so že na tej strani škodo dobile, pa še na objektih, pa vemo dobro, eni so se celo mogli preseliti, ker se jim hiše počle, ni varno več sploh živeti v hiša. Tako da pomoč je, gledajte, mi bomo sledili tistemu, kar smo se zmenili, tudi s tem amandmajem, ampak težko pa je, če pa ne bomo imeli sredstva zagotovljenih, da zdaj ljudem rečemo, gledajte, ne moramo vam odpeljati, ker pač nimamo sredstva več, pa bo tudi verjetno nepotrebna huda kri, no. Tako da predlagam, da se tudi ta amandma, ki smo ga pripravili, glede na podatke današnje, koliko je bilo odpeljanega, glede na to, koliko še jih imamo po sezname, da se zagotovijo ta sredstva, kot je z amandmajem predlagano. Tako da zdaj, če ni nič drugega, se pravi, bi prvo glasovali o tem amandmaju, ki sem ga predlagal, se pravi, da se v 2. členu odloka se znesek 45.200 evrov nadomesti z zneskom 54.800 evrov. Ja, dr. Simo Kolmanič, obrazložitev glasu. Jaz bom amandma podprl, predvsem zato, ker gre za naše občane. Menim pa, da kolikor bi bila cenitev narejena tako, kot bi bilo treba, ta amandma ne bi bil potreben in bi to že bilo vključeno v osnovnem odloku. Hvala lepa. Dobro, v redu, hvala. Še kdo, obrazložitev glasu?
če ne glasujemo o amandmaju, se pravi, da se v 2. členu odloka se znesek 45.200 evrov nadomesti z zneskom 54.800 evrov. Od 17 prisotnih, kdo je za takšen amandma? Vsi za, nišče proti. Tako da s tem je amandma sprejet. Moramo še glasovati o sklepu, se pravi, da občinski svet Ormož sprejme predlog odloka o uporabi sredstva proračunske rezerve v letu 2020 številka 3, ki je sestavni del tega sklepa z upoštevanjem tega amandmaja, ki je bil predhodno sprejet. Kdo je za takšen sklep? Od 17 prisotnih vsi za. S tem smo izglasovali tudi ta sklep. S tem smo zaključili točko 5. Ne? Prehajamo na točko 6. In to je predlog odloka o predmetu in pogoji za dodelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v občini Ormož. Prva obravnava, pa prosim za uvodno obrazložitev. Hvala za besedo. Zaradi zagotavljanja kontinuiranega zdravstvenega varstva na območju občine Ormož je občinska uprava pripravila osnutek odloka, ki ima naravo koncesijskega akta, in sicer na primarni ravni zdravstvene dejavnosti sprejme občina v obliki občinskega odloka koncesijski akt o možnosti podelitve koncesije na področju splošne medicine. Glede postopka je tako, da občina tudi mora na ta koncesijski akt pridobiti soglasje ministrstva, pristojnega za zdravje in pa Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Ta akt je dejansko že bil poslan v potrditev strani Ministrstva za zdravje in pa Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ni nobenih zadržkov za izdajo teh dveh soglasij. S predlaganim odlokom se tako določijo predmet in pogoji upravljanja javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na območju občine Ormož. Kot sem že povedala, je nujno potrebno zagotoviti to kontinuirano zdravstveno varstvo. Dogaja se namreč, da se populacija stara, veliko je tudi kroničnih srčno-žilnih bolezni pri velikem številu pacientov, veliko bolniških odsotnosti in pa seveda je potrebno zagotoviti ustrezno dostopnost občanov do zdravstvenih storitev. Zato je nujno potrebno vzpostaviti ta en tim zdravstvene dejavnosti na področju splošne medicine. S tem odlokom koncedent dejansko podeljuje koncesijo za zagotavljanje zdravstvenih storitev zaradi ugotovljenih potreb strani prebivalcev in zaradi obstoja širšega javnega interesa po zagotavljanju zdravstvenih storitev s pomočjo koncesionarja. Koncesionar potem upravlja to javno službo v skladu z zakonom, ki ureja področje zdravstvene dejavnosti ter podzakonskimi predpisi sprejetimi na njegovi podlagi. Kot že verjetno veste, je zakon o zdravstveni dejavnosti bil že večkrat spremenjen, noveliran in dejansko je potrebno ta odlok tudi napisati v skladu s tem zakonom, ki dodeljuje te stroge pogoje, ki morajo biti zajete torej tudi v tem odloku. Koncesijsko razmerje se lahko podeli za obdobje 15 let z možnostjo podaljšanja še za 15 let, kolikor so izpolnjeni zakonski pogoji za to podaljšanje. Glede virov financiranja odlok tudi določa, da koncedent občina Ormož torej ne zagotavlja sredstev koncesionarju. Koncesionar namreč pridobiva sredstva na podlagi pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje, zato tudi ta zavod in pa Ministrstvo za zdravje podata soglasje. Koncesijsko razmerje lahko preneha s prenehanjem pogodbe, z odvzemom koncesije in pa v drugih primerih. Kar se tiče naslednjih določb, ki jih določa odlok, so se pravi načini podelitve koncesije, in sicer koncedent pridobiva koncesionarja na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na spletnih straneh občine Ormož in pa portalu javnih naročil. Namreč pri podeljevanju koncesije je tako treba spoštovati zakon o zdravstveni dejavnosti, potem zakon o javnem naročanju in pa smiselno se uporablja tudi zakon o javno-zasebnem partnerstvu. Potem se izvede torej ta razpis, imenuje se strokovna komisija,
ki preverita sposobnosti, pogoje, ki jih mora določen koncesionar izpolnjevati v skladu z zakonom o zdravstveni dejavnosti. Koncesionarja potem izbere občinska uprava z upravno odločbo na podlagi seveda preverjanja izpolnjevanja pogojev, potem se pa sklene z izbranim koncesionarjem pogodba. Poudarila bi morda to nadzorno funkcijo koncedenta, se pravi, da občina spremlja izvajanje te koncesije in vkolikor so pač izkazane določene pomanjkljivosti pri izvrševanju, potem lahko tudi to koncesijo odzame, se pravi, tu je ta povečana vloga koncedenta za to, da se torej kvalitetno izvajajo zdravstvene storitve za naše občane. Dobro, hvala. Zdaj to točko je obravnaval Odbor za družbene dejavnosti. Prosim predsednika za poročilo. Družbene dejavnosti se seznanil s predlogom odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje javne službe na osnovni zdravstveni dejavnosti v občini Ormož. Prva obravnava se z njim strinja in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Glasovanje je bilo žal, en glas proti ni bil sprejet. To je to. Hvala. Dobro, hvala. Odpiram razpravo, po prvo v imenu svetniške skupine. Če ne, v svojem imenu. Ja, gospa Vrnjak. Hvala za besedo, lep pozdrav vsem skupaj. Še nedolgo od tega smo poslušali o tujih strokovnjakov, kako dober zdravstveni sistem imamo. Zdaj se ta ruši. Kaj je v ozadju, je vprašanje. Privatizacija. Danes bomo podelili koncesijo. Ja, mislim, da se koncesija podeljuje takrat v primeru, če imamo premalo zdravnikov. Po mojih informacijah jih imamo v Ormožu dovolj. Vem, da je zdravnica, ki bo dobila koncesijo, izredno dobra zdravnica in upam, da bo tudi po podelitvi tudi ostala. Vendar starejša populacija nasprotuje podeljevanju koncesij, pa seveda stranka Desus, zato bom glasovala proti. Hvala. Hvala. Gospod Matej Hebar. Hvala za besedo. Ja bi se kar strinjal za svojo predhodnico, gospod Vrnjak. Moram reči, da sem vedno bil zagovornik in ostajam zagovornik javnega zdravstva. Te anomalije s koncesijami, ki se dogajajo v Sloveniji, pač seveda jih opredeljuje zakoni kot so tako take dovoljene, to pa ne pomeni, da se z njimi strinjam, niti s sistemom kot takšnim. Pred nami je eno zelo težko odločitev, če podeliti koncesijo ali ne, kar pa me najbolj skrbi, da se bo zgodilo, da bomo dejansko zaposlenega zdravstvenega doma prezaposlili na koncesijo, kar je seveda izguba za zdravstveni dom. In mislim, da bi se temu morali izogniti, zato moramo zelo dobro premisliti, kaj hočemo naprej. Recimo s pandemijo COVID smo videli, kaj pomeni javno zdravstvo, kako pomembno je in zakaj ga moramo ohranjati. Tako da apeliram na vse, da dobro premislite danes, kako glasujete. Hvala. Hvala. Še mogoče kdo? Dr. Simon Kulmanič. Hvala za besedo. Torej, tule se ne strinjam najbolj z mojimi predgovorniki, kajti koncesionari so del javnega zdravstva. In dejansko to sem želel tudi vprašati sedaj predlagatelja. V preteklosti so koncesionarji tudi plačevali najemnino za prostore, ki so jih uporabljali, tudi so krili stroške, recimo laboratorija in tako naprej. Se pravi, ali sedaj ta novi odlok to tudi predvideva. In če ja, potem je to kvečemo za nas koristno, saj je zdravstveni dom zbral na ta način kar nekaj sredstev, s katerimi je lahko razpolagal in jih je lahko vlagal v to, da smo potem vsi ostali imeli nekaj od tega. Če se to ohranja, potem jaz ne vidim razloga, zakaj bi temu nasprotoval. Če to pomeni, da bo zdravnik
ostal tukaj v Ormožu, potem in ne bo odšel nekam drugam, potem smo dejansko naredili nekaj za to okolje, kajti vemo, da nekako zdravniki v ta naša okolja ne prihajajo tako zelo radi in za vsakega, ki ga izgubimo, je potem težava, kako ga nadomestiti. Zdaj, jaz dejansko sklepam, ne, da seveda imamo resnega kandidata za to koncesijo, ki seveda želi na tak način upravljati svoje zdravniško poslanstvo in vkolikor je tako, ne vidim razloga, zakaj bi temu nasprotovali. Ampak to je moje mnenje. Hvala. Dobro, hvala. Gospod Senko, ja. Ja, hvala za besedo. Samo eno vprašanje imam. In sicer, ali do sedaj takšnega odloka o predmetu in pogoji za dodelitev koncesije za upravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v občini Ormož nismo imeli, ker namreč, koliko mi je znano, smo imeli 3 koncesionarje, zdaj mislim, da sta 2 še ostala. In če smo imeli takšen odlok že, zakaj sedaj sprejemamo novega? Hvala lepa. Kar se tiče tega vprašanja, kar ga imate vi, mogoče bo direktorica, ampak gre za spremembo zakonodaje, ne? Pa se določena zadeva prilagaja, ne? Tako da zaradi tega. Drugače je bilo, ampak pravilnik je zdaj pa zakonodaja drugače določa. Aha, tu še se je gospod Šumenek prijavil. Ja, gledajte, jaz bom rekel tako, pred leti, to je že zdaj kar skoraj 20 let nazaj, smo začeli s to koncesionarjem v občini Ormož. Tako je bilo ugotovljeno, 3 so bili, to je dr. Imbršimovič, potem Ranko Tetičkovič in gospa Meleki pa še za upokojitev. Tako da, takrat smo res dvomili v to, mogoče pač prvati, da ne bo toliko kvalitetne storitve, kar se tiče zdravstva. No, pozneje pa smo videli, da se je to kar dobro prijelo in da je to ena, bi rekel, noviteta takrat bila, kar se tiče koncesionara in seveda tudi, bi rekel, privat ordinacij, kako so se pač pojavljali. Drugo pa je, kar zdaj pravilnik narekuje, ali so ti delavci v zdravstvenem zavodu, mislim, v zdravstvenem domu, lahko so privat čisto za sebe, imajo svoje plačujejo svoje storitve ali pa svoje najemnine prostorov, tako da tu pa pravilnik narekuje, kako lahko poteka. Tako da jaz ne dvomim v to, v koncesijo. Jaz mislim, da je to dobrodošlo, ker ti koncu koncev, če se zdaj malo zgledujemo po svetu, po Evropi ali pa nasploh v celem svetu, je to že tradicionalno, se pravi, pa nobenih ovir, pa nobenih pomanjkljivosti, kar se tega tiče koncesionarjev, da bi bili kaj pacienti prikrajšani. Tako da jaz bom to podprl, pa sigurno bodoče še bo verjetno več tega tudi v zobozdravstvu in še kje podpiram to. Hvala. Dobro, hvala. Gospod Šumenjak še? Hvala za besedo, lep pozdrav vsem skupaj. Zdaj, Slovenija bi naj bila demokratična družba. V demokratični družbi je treba spoštovati mnenja in pa stvari, ki jih imajo različni posamezniki do določenih stvari. Tako da je tudi do zdravstva ali javno ali privatno so v Sloveniji mnenja deljena. Eni zagovarjajo bolj javno zdravstvo, eni zagovarjajo bolj privatno zdravstvo, oziroma niti ne, to ne gre za privatno zdravstvo, kar mi danes prejemamo, to gre dejansko za javno zdravstvo s koncesijo. To ni nič drugo kot cenejše za družbo in tudi potem posameznike, ki se tam zdravijo, ker ti ljudje, ki imajo koncesije, plačujejo, so lahko v svojih objektih ali pa plačujejo najemnino, v kateri so, kar zdravstveni domovi ne plačujejo, ampak so strošek občine. Tako da to je treba tudi vedeti, ne. Zdaj pa, če smo čisto tako, če smo demokratična družba, potem moramo priznavati eni druge.
In vsi skupaj moramo reči, da je pač potrebno v Sloveniji in zdravstvo, ki je, nekateri pravijo javno zdravstvo, zato ker je v zdravstvenem domu, jaz to še ne pomeni, da je neko javno, bolj od tega, kar danes sprejemamo, ampak da smo zato, da so zdravstveni domovi in koncesionarji. In to se je v preteklosti v naši občini pokazalo kot dobro. Mi smo bili takrat, ko se koncesije podeljevale, bili praktično prikrajšani za del zdravstva, ker nismo imeli dovolj zdravnikov. In ravno zaradi tega so se nam zdravniki tudi tu obdržali. Danes smo pred eno tako odločitvijo, ali bomo obdržali zdravnike, pa jim dali možnost, da tu ostanejo in jim dali možnost, da se opredelijo, ali bojo koncesionarji, ali bojo delali v našem zdravstvenem domu. Vsak se bo imel možnost na ta razpis prijaviti. Zdaj, kdo bo to koncesijo dobil, eni živete naprej, jaz to dvomim, če je glih tako zabetonirano, ne? Ampak, če bi bilo po moje, bi moralo biti pol zdravnikov koncesionarjev, pol pa v javnem zdravstvenem domu. Potem bi bili demokratična družba razdeljena na vsake svojem mnenju, ki ga ima. Jaz pač bi bil za to, da bi še več teh koncesij podelili, ker bi bilo prvič to enostavneje za občino in pa tudi ceneje. In pa v teh letih, tako kot sem povedal, mi smo ugotovili, da bi tisti bolniki, ki so pri koncesionarjih bili kot bolniki, za karkoli prikrajšani. Tako da jaz bom podprl to, podpiram to in bi bil vesel, če bi še kakšni podelili. Hvala. Hvala. Gospod Slavko Kosiše. Ja, glejte, ko smo dobili tale odlok v obravnavo in če pogledamo uvod, ki nakazuje, zakaj bi naj sprejeli ta odlok, ugotavljamo, da iz ocene stanja, ki je tu pisano, javni zavod, zdravstveni dom Ormož ne more zagotavljati izvajanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je potrebno na območju občine Ormož. Kar pomeni posledično, da zaradi takšnega stanja, ki ga je verjetno prezentiral javni zavod, zdravstveni dom, se danes soočamo s tem, da bi sprejeli odlok, s katerim bi pač podelili to koncesijo. Istočasno pa to pomeni, da bojo znotraj zdravstvenega doma vsekakor morali tudi nekatere stvari drugače reševati, ker z podeljeno koncesijo smatram, ker se že govori tudi javno, da bi nekdo od domačih doktorov to koncesijo naj dobil, smatram, da bo s to koncesijo obdržal tudi število pacientov, ki jih je obravnaval do sedaj v svoji dejavnosti. In kar pomeni, da ker je prisotno tudi to, da je težko dobiti doktorja, če se po domače izrazim, na novo, da bojo znotraj zdravstvenega doma morali en takšen tim, ki bo sedaj odšel iz zdravstvenega doma, nadomestiti. Tako si vse jaz to predstavljam. To pomeni, da bomo se zopet srečali za kadrovsko zadevo, ne? Se pravi, zopet moramo imeti nekega doktora na zalogi ali pa je verjetno kje takšen, ki bi to delo lahko opravil, da bomo to stvarno nadomestili in seveda, da bodo zagotovljene potrebe vseh občanov občine Ormož po kvalitetnem doktorju in seveda hitrem dostopu do zdravstvenih storitev. Dotaknil bi se še nečesa drugega. Kolege pred mano so že govorili o tem, kako smo podeljevali koncesije pred 20 leti in več. Se spomnim, v tem občinskem svetu sem tudi o teh zadevah razpravljal, ko smo praktično podelili koncesije v prostorih zdravstvenega doma z opremo, z vsem skupaj doktorjem, ki so to koncesijo dobili. Takrat moram priznati, da smo imeli pomisleke, da je to v bistvu nastalo ena takšna privatna zadeva v javnih prostorih, še posebej zato, ker so bile tudi najemnine smešno nizke za uporabo vsega tega. Danes pa smatram, da bi, vkolikor, vsaj moj pogled na to je takšen,
podelili takšno koncesijo nekomu, da bi se ta stvar morala odvijati izven zdravstvenega doma. Se pravi, koncesionar bi si moral zagotoviti prostore za opravljanje takšne dejavnosti sam, po mojem mnenju, izven zdravstvenega doma, z ozirom na to, ker zdravstveni dom smo dogradili za večje število timov za javno zdravstvo kot takšno, čeprav se strinjam z vami, da je tudi to del javnega zdravstva, kar opravlja koncesionar, vendar z ozirom na prisotnost teh raznih dodatnih ambulant, ki vršijo usluge znotraj zdravstvenega doma, seveda prihaja do stiske in pa seveda do tega, da pač vsi doktori niti nimajo svojih ambulant kot takšnih. In mislim, da vkolikor se gre v to, da bi pa moral biti en od pogojev za to, da se opravlja dejavnost izven zdravstvenega doma, ker tudi sam pričakujem, da v bodočnosti bo tega vsaj na primarni ravni še več, vsaj v teh okvirih. Zdaj ta dilema privatizacije zdravstva, vsaj na primarni ravni, najverjetneje ne pride tako do izraza, to je moje mnenje osebno, ker tu se tudi ne vrtijo ne vem kakšni veliki denarji. Bolj pride do izraza privatizacija zdravstva na tistih področjih, kjer so operativni posegi in vse ostalo, kjer se pa res vršijo oziroma vrtijo ogromne količine denarja, ki bi ga verjetno znotraj javnega zdravstva se dalo bolj optimalno uporabiti, seveda s tem tudi onemogočiti, da ne bom rekel, prekomerno bogatenje posameznikov na račun javnih sredstev. Dvomim pa, da je to lahko na tej osnovni primarni ravni, ker pač gre bolj za zdravljenje tako rečeno domačih zdravnikov oziroma osebnih zdravnikov in smatram, da bi oziroma vse to, kar je navedeno tu, bilo potrebno pač se pogovarjati o tem, da se bo pač takšna koncesija podelila, ker tudi sam mislim, da to ni, da se ne srečujemo zadnjič s tem. Dobro, hvala. Smo izčrpali. Zdaj mogoče še samo dan odgovor dr. Kolmaniču okrog najemnine. Ja, če smem jaz, se pravi, ta naš odlog dejansko, tako kot vi prav ugotavljate, nalaga koncesionarjem, da krijejo svoje stroške, ki nastajajo pri upravljanju te zdravstvene dejavnosti, kar pomeni tudi, da v primeru uporabe laboratorija v zdravstvenem domu ali pa kakih drugih storitev, ki jih koristijo tam, dejansko morajo poravnati te stroške in to se financira vse iz tistega tima, ki ga financira Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije. Tako da celoti drži ta vaša trditev. Kar pa se tiče, da prej pač ni bilo potrebno tega koncesijskega akta sprejemati, dejansko je bil postopek drugačen. Ni bilo potrebno koncesijskega akta pripraviti, določene faze so se združile, samo soglasje Ministrstva za zdravje in Zavoda za zdravstveno zavarovanje je bilo potrebno pridobiti, potem pa se je lahko kar koncesija razpisala. Zdaj za spremembami zakona o zdravstveni dejavnosti so se ti pogoji, bom rekla, zapisali, pa pač drugač postopek se je določil. Kot pa že tudi gospod Kosi sami ugotavljate, dejansko gre za izvajanje javne službe. Tu ne govorimo zdaj o javnem ali pa zasebnem izvajanju. Dejansko za naše uporabnike se nič ne spremeni. Se pravi, storitev mora biti kakovostna in enako dostopna vsem našim občanom. Dobro, jaz mislim, da smo izčrpali razpravo. S tem lahko pridemo na glasovanje o sklepu. Občinski svet Ormož sprejme predlog odloka o predmetu in pogoji za dodelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v občini Ormož v prvi obravnavi skupaj s pripombami in predlogi iz razprave. Tako da, kdo je za takšen sklep? Prisotnih nas je 17. Se pravi 12 za. Kdo je proti? En glas proti, ostali ugotavljam, da se zdržite. S tem je sklep prej prebran izglasovan, s tem smo končali točko 6.